Zdaj, spletna pornografija pravzaprav ima večji zasvojitveni potencial kot pa pornografija, tako, ki smo recimo bili v stiku z njo v preteklosti. Se pravi, revije nimajo enakega potenciala, prvič zato, ker pride do tako imenovanega efekta naveličanosti, ker eno revijo pač prelistamo enkrat, dvakrat, trikrat in tudi, če so vsebine zelo intenzivne, še vedno prej ali slej je to ena in ista stvar in se nas to ne vznemiri več na tak način kot prvič. Medtem ko internetna pornografija ima popolnoma drugačen potencial, do naveličanosti skoraj da ne pride, ker so vsebine praktično neskončne in seveda tega fenomena potem ne vidimo. Zdaj, drug dejavnik tveganja, zakaj lahko pride do zasvojenosti, je dostopnost. Se pravi, internetna pornografija je precej bolj dostopna danes praktično z enim klikom na telefonu oziroma na neki pametni napravi, medtem ko v preteklosti je človek moral vseeno se potruditi, da je prišel v stik s temi vsebinami, bodisi, ne vem, revije, filmi, karkoli pač bilo dostopno. Seveda tukaj lahko genetika pripomore in načeloma pripomore približno polovico, se pravi, če je nekdo genetsko bolj ranljiv za zasvojenost, je tudi večje tveganje, da pornografija nanj deluje na tak način. En dejavnik je seveda družba, v kateri živimo. Mi živimo v visoko seksualizirani družbi, kjer so ti dražljaji pravzaprav ves čas prisotni. Zdaj, odrasli ljudje jih običajno niti ne opazimo več toliko, ampak če si pa predstavljamo nekega otroka, recimo, ki je začel odraščati v tem okolju, je pa pravzaprav temu ves čas izpostavljen in te stvari drugače doživlja. Potem še en dejavnik je družine, v katerih živimo. Družinsko okolje, kjer je ogromno recimo nasilja, kjer je veliko stisk, kjer je veliko travm, kjer je recimo prisotna zasvojenost že v katerikoli obliki, je praktično okolje z zelo povečanim tveganjem za to, da bo zasvojenost se razvila tudi v naslednji generaciji. Ne samo zaradi genetske predispozicije, ampak zaradi okoljskih dejavnikov, ki vplivajo. Take družine so običajno nepovezane ali pa so zelo rigidne in otroci morajo v teh družinah ponovadi nekako poskrbeti čustveno za sebe, če starši zanj ne poskrbijo ustrezno. Zdaj, vsa kompulzivna vedenja in vse zasvojenosti se pa začnejo ravno zato, da mi reguliramo čustva pri sebi oziroma čustvena stanja, običajno neprijetna. In pornografija tukaj igra zelo pomembno vlogo, zaradi tega, ker je pravzaprav dostopna je lahko zelo zgodaj, mladi danes imajo telefone v rokah prezgodaj, oziroma rečemo zelo zgodaj. In seveda, če imajo te naprave v svoji sobi, se lahko zgodi tudi, da pridejo v stik s tem vsebinam, pa ne zato, ker bi jih nujno iskali, ampak lahko čisto naključno. Težava je lahko tudi v družinah, kjer je več otrok, ponovadi starejši, ta mlajši mu pokaže nekaj, kar se njemu zdi zabavno, za mlajšega je pa to lahko preveč.